Haleluja. Gremo naprej, nov teden, v ponedeljek, dajmo ga začeti z najboljšim prijateljem. Bog hoče, da veš, da ti je poslal enega prijatelja. Ker ti težko je dobro, da imaš kakšne prijatelje okoli sebe. Ampak obstaja en prijatelj, ki je v bistvu najbolj zanemarjena oseba na zemlji. In to je Sveti Duh. Dajmo si pogledati v Janezu 14:16. Jaz bom prosil Očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Se pravi, Jezus zdaj odhaja in v Janezu 14, 15 in 16 so 3 poglavja, ki učence hoče pripraviti na to, da bo on mogel iti iz tega planeta. In niso ga čisto dobro štekali, hudo jim je bilo, zakaj gre. In on jim pravi, fantje, ne biti žalostni, poslal vam bom drugega tolažnika, duha resnice, svetega duha. On bo vedno z vami. In on vas bo vse spominil, karkoli sem vam govoril. In to je res en največjih zakladov na zemlji, da imaš dobrega prijatelja. Zato danes povabi svetega duha, da postane tvoj najboljši prijatelj. On bo vedno s tabo, on te vsem razume, vedno ima dober nasvet zate in vedno te potolaži. On je vedno ob tebi. Tukaj prav, dal vam bom drugega tolažnika. Ena od besed iz grščine je stand by. Tako, ker recimo, ko imaš televizijo prižgano, pa jo ugasneš, ampak še vedno je tam neka rdeča stand by lučka, ki ti kaže, da samo daljinca se dotakneš in se bo TV požgal. In isto je Sveti Duh. On je vedno v tebi. On je vedno s tabo. Ko si sprejel se, je Sveti Duh prišel vate. On je vedno na stand by. Kaj moraš narediti? Povab ga. Dajmo ga povabiti. Sveti Duh, mi te vabimo danes, da si z nami čez cel dan. Vabimo te vsod, kamorkoli gremo. Za kjerokoli situacijo molimo, kličemo tvojo prisotnost v tisto situacijo, da se aktivira tvoja prisotnost, tvoja moč in prinese tolažbo, ozdravljenje, moč, svobodo. Vse, karkoli je Božja volja, da prineseš v naše življenje. V imenu Jezusa. Čau.